2900 zavezancev, ki so prejeli napačne izračune, bo prejelo nadomestne odločbe. V celjske javne vrtce je vpisanih 1926 otrok. Vrhunec šentjurskega poletja bo že ta konec tedna. Za Luko Janežiča bo vrhunec sezone svetovno prvenstvo v Londonu. Lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu dogodkov dneva. 2900 zavezancev na območju mestne občine Celje je prejelo napačne izračune odmere dohodnine za uporabo stavbnih zemljišč. Napaka je posledica napačnega točkovanja možnosti za priključitev na plinovodno omrežje. Iz mestne občine Celje sporočajo, da bodo prejemniki napačnih izračunov nadomestne odločbe prejeli v naslednjem tednu. Najprej moram reči vsem udeležencem pri tej napaki se iskreno opravičujem v imenu mestne občine Celje. Napaka res ni bila namerna, zgodila se je zaradi tehnične pomanjkljivosti in odraz te napake je, da je v bistvu 2900 prejemnikov odločb o nadomestilu za stavbno zemljišče prejelo napačne izračune. Napaka se sanira in bo v teh dneh prihodnjih že izdana nadomestna odločba, nova odločba, ki to napako odpravlja, tako da v bistvu neke škode iz tega vidika, vsaj finančne, za ljudi ne bo, se pa vseeno globoko iskreno opravičujem, da je do teh motenj sploh prišlo. Celjski mestni svetniki so na torkovi seji sprejeli poročilo o delu v celjskih javnih vrtcih v letu 2016. Trenutno jih obiskuje 1926 otrok, številka pa se bo v poletnih mesecih zaradi izpisa tistih, ki bodo jeseni odšli v prvi razred osnovne šole, nekoliko zmanjšala. Vrzel po njihovem odhodu bodo s 1. septembrom zapolnili novinci, ki jih bo glede na rezultate vpisa več kot 500. Ugotavljamo, da je število vpisanih novih otrok novincev podobno kot v lanskem šolskem letu in zato bomo tudi vsi trije javni vrtci v Celju poslovali v podobnem obsegu kot lani. Zaenkrat z 1.9. začetkom šolskega leta lahko zagotavljamo mesta za vse vpisane otroke, predvsem seveda za tiste, ki prihajajo z mestne občine v Celje. Včasih se zgodi, da mogoče v tistem prvem obvestilu, ko starše obveščamo o sprejetosti, da mogoče ni sprejet kakšen otrok, ki prihaja z druge občine, potem pa do začetka šolskega leta še prihaja do različnih sprememb, tako da ponavadi z 1.9. lahko oziroma vključimo vse otroke, ki so vpisani za novo šolsko leto. V celjskih javnih vrtcih se pri svojem delu srečujejo z različnimi težavami. V poročilu celjskim mestnim svetnikom so na prvo mesto postavili področje financ oziroma plačilno nedisciplino staršev. Dolgovi staršev, ki naraščajo, mislim, da je podobna situacija vseh treh celjskih javnih vrtcev, kljub temu, da se poslužujemo različnih načinov in možnosti, ki jim dajemo staršev, da poplačajo zapadle dolgove, pač ugotavljamo, da nekako nismo najbolj pri tem uspešni. Zdaj tiste starše, ki pač na noben način ne morejo zagotoviti sredstev za plačilo zapadlih dolgov, potem tudi predamo v tožbo. Je pa res, da tudi te postopki niso najbolj uspešni, ker veliko staršev tudi razglasi osebni stečaj in v takem primeru potem ta sredstva tudi ne dobimo. Nemalo težav pa imajo v celjskih javnih vrtcih tudi z nadomeščanjem delavcev zaradi bolniške odsotnosti. Tukaj si seveda ministrstvo in inšpekcijske službe niso najbolj poenotene v mnenjih, kako to zagotavljati, hkrati pa vrtec mora spoštovati delovno zakonodajo, tako da tukaj velikokrat prihajamo do kakšnih težav, ker ne vemo, kako zdaj ravnati, da nismo v prekršku. Seveda se pa trudimo po svojih močeh, da zagotavljamo seveda varno in spodbudno okolje za otroke, tudi z obstoječim kadrom, ki ga imamo, tako da zaradi tega otroci niso prikrajšani, kar se tiče vzgojno-izobraževalnega dela. V Šentjurju že vse od preloma tisočletja v poletnih mesecih pripravljajo sklop prireditev, ki so ga poimenovali Šentjursko poletje. Za organizacijo prireditev se iz leta v leto odloča več organizatorjev, tako da je tudi program vsako leto bolj kakovosten in raznolik. Letos bo najbolj živahno ravno konec tega tedna.
Tako kot je to praksa v zadnjih letih, tudi letošnje šentjursko poletje znova ponuja pestro paleto dogodkov. Letošnje šentjursko poletje je zelo pestro, imamo več kot 30 prireditev. Začeli smo z poletjem že 31. maja in zaključili bomo 8. septembra. V dobrih 3 mesecih se bodo tako zvrstile prireditve za najrazličnejše okuse. Tako glasbene, tako gledališke, danes smo bili priča likovni razstavi, se pravi za vsakega se bo našlo nekaj, tako za otroško populacijo, za starejšo, zelo pester program se nam obeta, seveda temu se imamo zahvaliti našim številnim organizatorjem. Vsako leto se odzovejo na razpis občine Šentjur, kjer sofinanciramo kulturne programe in projekte šentjurskega poletja in resnično zadovoljni smo, da imamo zelo veliko število prijav, na katere lahko tudi pozitivno odgovorimo, tako da sofinanciramo tudi te prireditve. Šentjurčani poudarjajo, da dogodki niso skoncentrirani samo na občinsko središče, ampak jih gostijo v različnih krajih. Mi si želimo, da vsako leto vključimo čim več novih prizorišč, tako danes Jama Mlinskih kamnov je prvič prikazana kot lep objekt za likovne razstave. Zelo veliko prireditev se bo odvijalo tudi na drugih lokacijah v občini Šentjur, tako največ seveda bo v Šentjurju, sledi zelo veliko prireditev ob Slivniškem jezeru, na Planini, na Ponikvi, v Loki, tako da vsak bo lahko našel kraj, kjer mu odgovarja in kjer bo želel preživeti utrinek šentjurskega poletja. Prihajajoči konec tedna bo v znamenju 4 zanimivih dogodkov. V petek bo na Slivniškem jezeru Big Band Šentjur priredil jazz koncert. V soboto dopoldan bo na Ponikvi otroška glasbeno-likovna delavnica. Istega dne zvečer bo na Prevorju tradicionalna astronomska noč, na ploščadi pred Ipavčevim kulturnim centrom v Šentjurju pa bo na sporedu mednarodno srečanje vokalnih skupin. V nedeljo bo Šentjurski zgornji trg v znamenju nastopa folklornih skupin. Za najboljšimi celjskimi atleti je nastop na ekipnem evropskem prvenstvu druge lige v Tel Avivu. Tam je bil najboljši posameznik slovenske izbrane vrste, član celjskega kladivarja Luka Janežič, ki je slavil na tekih na 200 in 400 metrov ter v štafeti 4x400 metrov. Mladi up slovenske atletike se lahko v tej sezoni pohvali tudi s 4. mestom v diamantni ligi, vrhunec sezone pa bo zagotovo nastop na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Londonu. Luka Janežič je v letu 2017 nadvse odličen. Dobre rezultate niza enega za drugim. Sem zelo zadovoljen z sezono, tekel sem na diamantni ligi, tekel sem oziroma zmagal sem na velikih mitingih, tekel sem osebni rekord na 200 metrov, tako da sem zelo zadovoljen z prvim delom sezone. Janežič in preostali člani slovenske reprezentance si Tel Avivu ob koncu preteklega tedna niso zagotovili preboja v prvo ligo, a Luka je bil tudi v Izraelu odličen. Pa ja, sigurno, res je, da se morajo vsi atleti, to je le ekipno tekmovanje, se pravi vsi atleti morajo zelo dobro tekmovati, če hočemo priti naprej. Res je, da smo dali vsi, se mi zdi, vse od sebe, ni nam uspel. Grenak pri okusu staja, kljub vsemu sem pa zadovoljen. Jaz sem 3 tekme sem imel, 3 tekme sem zmagal in prenesel Sloveniji, mislim, da dovolj točk. Vrhunec atletske sezone bo avgusta v Londonu, svetovno prvenstvo. Svetovno prvenstvo v Londonu je vrhunec sezone, tudi tempiramo formo za avgust. Me pa čaka še nekaj mitingov, nekaj tekem in tudi Evropsko prvenstvo do 23 let, kjer pa si želim zelo dobro nastopiti. Kaj pa osebne želje oziroma cilji? Pa ja, sigurno na velikih tekmah sem že nastopil v polfinalu, tako da cilj je vsaj polfinale v Londonu. Če bi pa v času govoril, je pa cilj mogoče tek pod 45 sekund. Tik pred vrati pa je Evropsko prvenstvo do 23 let, na katerem bo Luka Janežič kandidat za visoka mesta. Pa dobro, na Evropskem do 23 let je, mislim, da kar realen cilj medalja. Res je, da bo težko, da bo treba odteči 3 zelo dobre teke, se pravi kvalifikacije, polfinale in finale, ampak mislim, da to je nek realen cilj. Luko Janežiča bomo gostili v nocojšnji oddaji tretji polčas od 20. ure naprej.
Jutri bo sprva pretežno oblačno, dež bo postopoma ponehal. Dopoldne se bo delno zjasnilo, popoldne bo dokaj sončno, v hribih zahodne Slovenije pa bodo še krajevne plohe. Pihal bo šibak jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan zmerno do pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe. Zapihal bo veter severnih smeri. V ponedeljek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Preživite prijeten konec tedna in se nam pridružite znova v ponedeljek. Nasvidenje.